Lepo pozdravljeni in dobrodošli v še eni posebni izdaji oddaje Začnimo teden z Elisorom in danes je z mano ena prav posebna gospodična. Živjo, Sabina. Živjo. Najlepša hvala, da smo lahko prišli k tebi na obisk in da boš z nami delila tvoje znanje. Sabina je fantastična. Jaz sem bila pri njej na delavnici in sem bila tako frapirana, da sem jo potem klicala, če bi svoje znanje podelila tudi z vami. Tako da hvala ti še enkrat. Hvala tudi za povabilo. Kako bi ti na kratko povedala, kaj delaš, razen tega, da siješ in pomagaš ljudem, da se bolje držimo in da nas manj vse boli? Lahko bi na kratko rekla, da ljudi izobražujemo o tem, kaj je sploh primarna telesna drža. In to počnem preko metode, ki se reče Go-Clay metoda. In nekako to ljudem pomaga do tega, da lahko zaživijo brez bolečin v hrbtenici ali pa kjerkoli v mišično-skeletnem sistemu, zato ker najdejo v svojem telesu spet strukturno integriteto. To pomeni, da jaz učim ljudi, kako sedeti, stati, hoditi, se prepogibati. Kar seveda že vsi to znamo, ampak način, kako to delamo, je tisto, kar je problematično. To se mi zdaj z usta zdela. Se ravno pa da reči, so stvari, ki naj bi jih vsi znali, ki so taki basic, ampak dejansko ne znamo. Ne znamo, no. Bom kar sebe tudi vključila. Ja, ne znamo iz razloga, ker je v zadnjih 100 letih res naša znanje o tem, kaj je dobra drža, se zelo uničilo ali pa smo zašli izbilo, razgubilo. Čeprav ne povsod. Ne povsod, ja. Jaz, ko sem bila pri njej na delavnici, je bila prijazna, mi je bila zelo navdušila, je veliko razlagala in potem rekla, veste, ženske, ki sedijo v Ekvadorju in pletejo košarice v dan, in jaz sem si mislila, kje je ona zdaj našla Ekvador? In to sem tudi potem kasneje povedala, da sem nora na Ekvador, sem tako tja selim, tako da to mi je bilo sploh tako, wow. Se pravi, nisi jo v popolnosti porazgubila, samo mogoče kaj za obnoviti. V razviti družbi. Ja, lahko bi rekla, v Evropi, v Ameriki, Severni Ameriki, pa tako naprej, v predelih, kjer je razvita družba. Recimo Južna Amerika ali pa Afrika ali pa Azija oziroma te predeli na zemlji, kjer so bolj podeželski, kjer je bolj v stiku z naravo, kjer niso mesta, tam pa je to veliko bolj ohranjeno. Bi mogoče rekla, da vidiš direktno povezavo med tem, da sedimo za računalniki cele dneve in s tem, da se slabše držimo? Niti ne. Okay. Jaz bi rekla, da je res večji razlog tu, kar je v bistvu tudi Ester Go-Clay izpostavila, pa na podlagi svojih večletnih raziskav, ona dela ogromno tudi antropoloških raziskav, je ugotovila, da je glavni razlog predvsem to, kar se je dogajalo v naši družbi tam v 20-30 letih. Ko je postala moda, da smo slavči in pa glave naprej, pa tako klopučki, pa boki potisnjeni naprej in novi modni kroji oblačil. In dejansko se je moda iz desetletja v desetletje spreminjala in s tem se je tudi spreminjalo, na kakšen način je moderno, da se držimo. Naprimer, v 20 letih je bilo, ker se je nekdo dobro držal, tako kot se recimo zdaj na midve dokaj lepo sediva, ne? Če sem prav poseben polštrček v pomoč, tako da še ne znam brez to dobro. Nekaj, kar smo zdaj naredili, je to, da smo v bistvu uporabili nekaj panajno zadnjico, da smo nagnili zadnjico, da je medenica dobro postavljena, dobra baza, torej malo nagnjena naprej in se midve lahko v bistvu drživa pokončno in sproščeno. Zato se ne raba tudi držati. Tako je. In takrat v 20 letih, ko so se ljudje tako držali, so jih veljali za snobe. To je bilo tako ena taka, cela revolucija se je zgodila na tem področju. In potem iz desetletja v desetletja, vemo, bilo je moderno to, drži se po konci, moderno, da je rit zadaj, da jo potisnemo nazaj. Danes predvsem bi rekla, da je moderno to še vedno, da rame vlečemo nazaj, da se poskušamo držati po konci, da vrat dvigamo. In potem, ker je vse to naporno, zvezamo skupaj v tak položaj in smo sključeni. In seveda, to, da veliko sedimo, dejansko potem pripomore k temu, da take stvari, tako slabo držo kultiviramo. En razlog je pa je tudi v bistvu velik, je pa tudi ta stik med generacijami. Naprimer v Afriki živijo več družin skupaj. In tudi babice in vsi v družbi rokujejo z otroci, dobro postavljajo in ljudko potegnejo nazaj, ker to je glavna stvar, kar moramo otroku v bistvu narediti. Na zadnjico potegnemo nazaj, da je pol otrok pokončno pa sproščen, na tak način. Se pravi, za vse mlade mamice, z dojenčki, z mladimi otroci?
Ja, in v bistvu vse, kar rabimo, je ritko nazaj postavljati, ko se otrok v bistvu uči sedeti, to pomeni tam od 6. meseca naprej, ko je sposoben sedeti. Čeprav v bistvu, če zelo po domače reče, bi smo vzeli isti občutek, kot ko sedim. Se pravi, tudi potem v odrasli dobi, sam ritko si bo stolta nazaj. Ja, točno to. V bistvu repek nazaj. Zdaj tukaj seveda ljudje, ki imajo bolečine v spodnjem delu hrbtenice, to je tale del N5S1, ampak če je tam hernia diska, morajo biti s takim položajem mečkam previdni. Zato je tudi sam tečaj, ki ga učim, pa izobraževanje, je najprej se učimo, kako hrbtenico podaljšati. Ker glavna problematika je to, da smo mi stisnjeni skupaj, zato ker se s tabo sedimo, prepogibamo vse, kar delamo, je vse skupaj stisnjeno. In je prvi korak to, da res hrbtenico podaljšamo. Zdaj mi jo podaljšujemo z najnim dihanjem. Zdaj, ker ko dihava, se pri tem lahko premika hrbtenica, ko so mišice sproščene. In to je ena taka tak položaj lahko res za tega zelo zdravilen, ker se vse skupaj skozi malo premika, ena taka masaža. In to, kot se rekla delavnici. Ženske v Ekvadorju tako sedijo po 12 ur na dan in nimajo nobenih težav, nobenih bolečin. In res je tukaj, res nagovarjamo vse, kaj tale najin pogovor zdaj poslušate, da se vprašate, kako delate stvari. Ne kaj delate. Sedenje je naravno, stanje je naravno, ampak kako to počnete. Zdaj, odgovor na kako pa ni tako enostaven. Jaz sem ga v bistvu, jaz se sploh nisem zavedala, ko sem bila najstnica, sem imela skoliozo. In me je bolela hrbtenica, in so me poslali na vaje. In sem delala te vaje, pa nekako ni bilo neke razlike, mene je še vedno bolela. In dokler nisem dobila v bistvu v roke tole knjigico Rešite se bolečin v hrbtu v 8 korakih, jaz sploh nisem vedela, da so moje težave povezane s telesno držo, pa tudi nisem vedela, da je stvar tega, kako lahko nekje tako dobro opisano. Kako se usesti, rečete dobro sedi. Ampak kako? Zdaj slišite že logično, ne moraš mi dobro držo. Ja, hvala. Podobno recimo tudi mene sprašujejo, ker smo, veliko kot slišimo, morate biti sebe radi. Kako? Kako namalka? Tako da jaz sem zelo hvaležna že enkrat, da boš marsikomu pokazala, kako se vse sprostiti, pa vsaj pričeti. Da tako na začetku poveva, ona vodi tečaje, vsi tisti, ki bi želeli poglobiti to znanje, delati. Absolutno priporočam, ker bom pa tako rekla, midve lahko veliko poveva, veliko pokaževa, na YouTubeu boste itak najdeli milijon stvari, ampak to, da te nekdo popravi, ker jaz, ko sem bila pri njej na delavnici, valjda, vsi smo mislili, da se prav držimo, valjda nas jo se je popravila. Tako da kar je za prideti pa se pokazati, imaš pa tudi brezplačne predstavitve? Tako je, jaz predlagam vsem, ki bi se radi seznanili z metodo, da najprej obiščete brezplačno predstavitev, delavnica, kjer se v bistvu že zelo veliko naučite. Zelo veliko ljudi ima že olajšanje v hrbtenici, že tekom te delavnice se to zgodi. Zato, ko se naučimo, kako sedeti z raztegom, kako postaviti ravni aparat, kako dobro hoditi, spoznamo v bistvu primarno telesno držo, tako da je veliko znanja se že v tem primeru usede. In tudi imate možnost, da se vas jaz dotaknem, ker to je glavna stvar tega sistema Gauklove metode je, da znanje prenašamo na način, s tem, da jaz v bistvu uporabim, da vas nečno vodim v položaje, ki so vašemu telesu bolj ravni. In tukaj ni tako iščemo približen položaj. Točno se ve, kaj je primarna telesna drža. In te v bistvu zgledi teh kultur so zelo jasno v bistvu izhodišče za to, iz kjer v bistvu tudi izhajamo. Tako da bova delili povezavo, ki jo najdete za naslednje tečaje, naslednje delavnice, ker je res neprecenljivo, se mi zdi ravno to, ko se reče, ker ti vem, da vidiš človeka, vidiš držo, vidiš, kje je srž problema, bom rekla, tudi čisto drugače svetuješ, kot če se mi nekaj iskri kočimo ali ne, tako da jaz vas res spodbujam, tudi če vas še ne boli, se splača pogledati pa pozanimati. Je pa tale slikica na delavnici požela kar nekaj komentarjev. Ja, večina ljudi opazi zadnjico. Jaz mislim, da slab. Vsi še bolj opazi. Res je si vedno v bistvu delavnici opazila, katere so tiste karakteristike, ki jih vidite tukaj v bistvu glede primarne telesne drže. Seveda, gospodične se običajno nasmehnejo, pa rečejo, zadnjica, in pa rečem, zadnjica, ampak specifično gluteus medius mišica. Tale mišica je razvita
To je mišica, ki je ključna za to, da mi lahko dobro hodimo, da smo lahko aktivni, recimo vrhunski športniki, tekači. Vse v zvezi s tem, da si hiter pa dober v športu, je ta mišica vrhunsko dobro razvita. Če hočemo, da je razvita, mora biti medenični obroč v dobrej postavitvi, da imajo mišice najboljšo možnost, da se lahko aktivirajo. To je zelo pomembno tudi, ko smo starejši, pa hodimo, pa veliko ljudi vidimo, starejših ljudi, ki ne morejo več hoditi, pa vlečejo noge naprej z stekenskimi mišicami, namesto da bi zadnja muskulatura nog delovala. Tako da, ja, to je en detalj, ki ga vidimo. Še tukaj ne izpostavljamo, ja. No, pa dejva, kaj bo še izpostavljeno? Tole se mi zdi zelo ključna stvar, ki dela naš v razviti družbi drugačne od teh ljudi, ki so pa iz primarnih kultur. Hrbtenica popolnoma ravna. Ja? To pomeni, da ni sledijo ledveni krivini, ni sledi o kifozah v zgornjem delu, torej v prsni hrbtenici, in tudi vrat je popolnoma raven. Torej ni nekih krivin v vratu. Tukaj bi lahko izpostavila, zdaj sem imela izkušnjo, sem imela tečajnico, ki je prišla k meni, zato ker je imela neznosne glavobole in neznosno napetost v vratu in ramenih in je rekla, da je že vse sprobala. Pa tudi sama je bila fizioterapevtka. In po eni uri dela skupaj, pa smo imeli pač pauzo, smo se dobili spet čez nekaj časa, od takrat naprej ona nima več bolečine. Nobene tablete ne vzela, nobenega več glavobola. Trik je bil samo to, da sva res začela postavljati vrat v tisti naraven položaj. In to je res v liniji z celo hrbtenico. In je tako fascinira, ker to vsi vemo, ne pa zakrčenost ramen, pa gor, pa dol, pa glavoboli, pa se slabo počutiš, pa slaba prekrvljenost možganov, pa pade s tem koncentracija in tako naprej. Ampak se mi tako zdi, da smo v neko tako hecno fazo prišli, da ko nekaj preberemo, ker mislimo, da to zdaj znamo in da delamo, podobno kupimo prehransko nadomestilo ali pa dopolnilo, ga damo v omaro in ga ne pijemo. Tako se mi zdi, da marsikaj vemo, pa potem ne izvajamo. Ker mi je bilo predvsem všeč pri tebi bil ta topel pristop, pa preprostost stvari, ki si nam jih pokazala. Ja, ker če želimo stvari res prenesti v prakso, morajo imeti nek nivo preprostosti. In lahko je to v bistvu samo ta postavitev, dobra postavitev ramen, se parkrat na dan spomnimo, pa se okrožimo z njimi na specifičen način. A bi ti to nas naučila? A ne, da bi to prosimo, da bi to nas naučila? Zdaj, bolj podrobno v to, ker jaz ne brezplačni delavnici, ampak osnovni princip je res to, da z eno ramo, pa res izoliramo z ramo, nočemo premikati tudi prstnega koša, gremo malo naprej, malo navzgor, in potem je res daleč nazaj in daleč navzdol. V bistvu tako, kot bi ramo obesili na skelet. Ja? Gremo še z drugo ramo, torej naprej, gor, daleč nazaj in navzdol. In sprostimo. To je eden od ključev. Zdaj, kaj sva naredili? V bistvu ramo sva, ki je na primer stala naprej, sva tako drugačno pozicijo našli, zadaj bolj na zadnjem delu skeleta. In popolnoma sprostilo. Vsakič, ko to naredimo, se raztezajo te mišice, ki omejujejo to, da rame stojijo nazaj. In prsni koš se je bolj odprl, prsna hrbtenica se je poravnala, in lahko se res sprostim to. In se lažje zajameš zraven. Kaj je razlika med tem postopkom in tem, kar mi ponavadi počnemo? Mi ponavadi, kar delamo, vlečemo nazaj in to moramo narediti z mišicami. Če jaz hočem v bistvu rame povleči nazaj, pa jih zadržati, rabimo uporabiti mišice. In potem se utrudimo in se sprostimo in izključimo. Druga nevarnost, ki je pa v bistvu še večja, je pa to, da ko jaz vlečem rame nazaj, vidite, kaj se z mojim prstnim košem zgodi, v bistvu tukaj se dvignejo rebra. In kadarkoli jaz dvigam rebra, to je eden od temeljnih principov Gauklove metode, je, da jaz ledveno hrbtenico ukrivim, skrajšam mišice in tam nastane napetost. Tako da tisti, ki imajo običajno stranke, ki pridejo k meni, pa je napetost, bolečina v ledvenem delu hrbtenice, zelo velika vidim, da je to ta navada, tega vleka nazaj, dviganja prstnega koša. In pri Gauklovi metodi je prstni koš, postavitev prstnega koša tista glavna stvar, s katero delamo, zato da hrbtenici damo tak blag razteg. Rebra pašejo v liniju s trebuhom, ne pašejo
sem gor. Ja? Čeprav to dobro zgleda na selfiji, Ja. je fajn, da vsaj vemo, kako mogoče vsaj parkrat na dan resnično Zavrčimo, ja. Ja. Pa tudi konec koncev, ni nobene take fotografije, ampak če pogledate Afričanke, pa to njihovo odprtost, prstnega koša, kako je tukaj vse odprto. Pa so rejmo še vedno v liniji z trebuhom, to res na račun te postavitve rabi. Tako da odprt prstni koš, samozavesten izgled, dobro počutje, vpliv na naše hormone, vse to lahko dosežemo s to zelo preprosto tehniko, ki jo uporabljamo, kadar se spomnimo. Seveda, brez vaše dnevnice tudi malo več govorimo o kultivaciji uporabe roka. Jaz lahko rame dobro postavim, ampak še vedno. Potem grejo moje roke do tukaj. Veliko ljudi recimo delajo napako, ko se prepognejo. Se prepognejo na način, da namesto, da bi vodili boki, kolki, naredilo vse iz hrbtenice oziroma iz ramen. Pa nekaj vzamejo. Čeprav bom rekel, to vsi vemo, da to ni v redu. Ja. Ne, vemo, da ni v redu, ampak redko kdaj se pa res zavestno gremo tako dol. Ja. Ampak jaz tudi vidim, da ni ozaveščeno to. Ljudje recimo se pripogibajo iz kolen z ravno hrbtenico in rečejo, znam dober način pripogibanja. Če cel življenje to narediš, boš obrabil svoja kolena. Pa še vedno, tega zavedanja, kje so ramena, kje je vrat, ni, če ne greš čez ta postopek ozaveščanja tega. Vse pri večini ljudi, bom rekla. Ja. Absolutno, ja. Tako da, in Goklino to nas uči, res ne drže, ki je za nas naravna. In to je oblika hrbtenice, ne dvojni S. Ni treh kot je zdaj. Ja, to je v bistvu res zelo ravno. Celotna hrbtenica je ravna, zadnjica je pa. In tudi tukaj, potem ta hrbet, ki smo ga prej gledali. Ta žleb je enakomerno globoka. Tudi vidimo, tudi prej smo videli, te lopatice, ko so izven linije hrbtenice. To se tudi na prejšnji fotografiji. Tako. Ja, dobra postavitev. Ja. Zdaj, poleg ramen, poleg drža, poleg poje, kako si lahko sami pomagamo, da se čim bolj naučimo biti? Takole sta siti. Zdaj, možnosti je več. Jaz bi vsekakor res priporočila brezplačno delavnico, pa če se da v živo, ki se lahko v bistvu ljudi dotaknejo. Tako kot so prej rekli, res je dragoceno, da te nekdo vidi, kako sediš, vidi, kako stojiš, ti lahko pomaga, lahko vprašaš. Če sem te prav razumela, mogoče sem se narobe zapomnila, Ester je imela težave pri neki poziciji pri jogi. Tako je, ja. V bistvu Ester Goklej, ki je to metodo razvila, ona si je poškodovala hrbtenico najprej pri izvajanju hobe. To je ta v bistvu nazaj, ukrivljanje. In zdaj, če bi to tradicionalno delali, bi se krivili iz tega predela hrbtenice, ki je edini predel zasnovan za prepogib, kjer je tudi disk drugačne oblike. Večina ljudi se pa upogiba tako, da celo hrbtenico ukrivi nazaj. In ona je v bistvu zaradi tega zašla v težave. Kasneje se je bolečina že večkrat ponovila, dokler ni mogla na operacijo. Takrat se je tudi začelo to njeno križarsko potovanje, kako odpraviti bolečine, kaj delajo ljudje po svetu, ki nimajo bolečin. Torej, ne samo stare kulture, ne samo naši predniki, tudi mečkani otroci. Vsem tem je značilno ta primarna telesna drža. In potem je ona ta znanja res dala skupaj v tole knjigico, kar je tudi ena od možnosti, ki se lahko metode učimo, kjer je korak za korakom opisano velike fotografije. Opisano je, kako dosegati dobro telesno držo v vseh položajih tekom dneva. Jaz sem omenila brezplačno delavnico, zato ker je to res tak začetek, kjer lahko tudi preko spleta obstajajo, tudi preko spleta se lahko ljudje pridružijo. Tisti, ki so res motivirani, da želijo zradirati bolečine iz svojega življenja, to pomeni bolečine v hrbtu. Tukaj je tudi od skolioz, herni diska, stenoze, različnih vnetij, degenerativnih sprememb, karkoli v bistvu se dogaja v hrbtenici, v sklepih, v mišično-skeletnem sistemu, ko bi rekla, tudi vnetje, tudi sindrom karpalnega kanala, kolena, gležnji, stopala, vse kar se tiče tega. Tisti, ki so res motivirani, jaz priporočam tečaj, zato ker tam doživiš trajno, v bistvu celostno spremembo, v 6 tednih se znanje res ponotranji. In mogoče ljudje po tečaju ne uporabljajo 100% vsega, kar so se naučili. Večina moje izkušnje pri vseh teh tečajnikih, ki sem jih dala skozi, uporabljajo dovolj
da bolečin več ni, dovolj, da se počutijo boljše, da so bolj energizirani. Neka pozitivna sprememba je čisto pri vsakem človeku, s katerim sem delala, opazna v njihovem življenju. Pa to se mi zdi tudi pomembno, ti delaš z njimi. Jaz bom tako rekla, to ni zato, da bi zdaj hotela njim reklamo narediti, tudi lahko iz prve roke potrdim, da je ni na prvem mestu zaslužek, ker sicer ne bi toliko brezplačnih delavnic delala, niti ne bi toliko znanja že tam dala. Se mi zdi pa neprecenljivo, ravno zato sem se tudi dotaknila, Ester, marsikaj sami počnemo, pa narobe delamo. Isto joga je fantastična, ampak je velika razlika med tistimi ljudmi, ki jim je bila joga položena v zibko in od majhnega poznajo določene gibe, isto borilne veščine in tako naprej. Mnogokrat jaz verjamem, da po knjigi, po YouTubu, po filmu smo videli, pa nam je super, pa potem je taka na videz preprosta vaja, kot je kobra, ko se v bistvu samo odrineš od tal, ko si misliš, kaj za vraga bi pa lahko narobe naredil, potem lahko privede do takih težav. In se mi zdi toliko neprecenljivo, da imaš nekje nekoga zraven, da te popravi, da te ustavi, da te naštima, da te bodri, da ti da nek feedback. Tako da jaz tudi ne samo tiste, ki imajo bolečine, pa tudi pravzaprav vse spodbuda, da nekaj naredijo za boljšo držo. To je res splošno. Ne da počakamo, da boli, ti tako kazova, ne? Pa gremo. Tako da ne, preventivno, to recimo bi bilo neko tako znanje, ki bi si ga jaz želela, da bi ga tam mogoče v kurikulum, že v vrtci, že v osnovni šoli, ki bi verjetno veliko bolj prav prišel, kot kaj pa jaz trem, kakšne zelo zakomplicirane odvodi in integrali in logaritmi, s katerimi se jaz vsak dan srečujem, zdrža pa ne. Zdaj, ti imaš tečaj samo v Ljubljani ali tudi še kje drugje? Tudi drugod. Jaz sem v bistvu zelo veliko tudi potujem po Sloveniji. Ni treba veliko ljudi, da izvedem tečaj kjerkoli drugod. Ker, ko rekla, redno sem tudi v Mariboru, kjerkoli drugod. Torej, če človeka zanima to, me lahko kontaktira in pač lahko vse se da zmeta. Delam tudi za to, kar si omenila, vrtci, šole, tudi za te ustanove izvajam izobraževanja, res za temeljna izobraževanja, tako da naredimo ene premike v dobro smer. Super. In žal sem pa edina v Sloveniji, ki to počnem. Iz ust si mi vzela, jaz sem bila fascinirana tako, razlaga to, pa Ester, pa knjiga, pa zdaj sem reče, samo 15 je v Evropi, res. Tako da si dragocena, se temu reče. Dragoceno je to znanje. Jaz mislim, da je res blagoslov, veš, da je sploh to prišlo v moje roke. Ta knjiga je prišla v moje roke, res od moje prijateljice, takrat so delavke Vesne in je bila v angleščini in je bilo tako, wow, mislim, odkje se je to znanje vzelo. Hvala Bogu, zdaj knjiga tudi je v knjižnici, je bolj dostopno, ampak še vedno ljudje ne vejo za to. Ljudje ne vejo, da obstaja tečaj primarne telesne drže. In toliko veliko različnih načinov je, kaj vse ljudi učijo kot dobra drža ali pa kot vaje za hrbtenico. K meni pridejo ljudje, ki so šli čez tečaje nekega vaj za hrbtenico, pa so bile stvari včasih tudi slabše pri nekaterih, a se pa ni nič zboljšalo. Tako da pristopov je zelo veliko. Če poslušamo neko intuicijo telesa, se do enih stvari valjda pridemo sami. Recimo, sami pridemo veliko do tega, da paše, če ko ležimo na hrbtu, damo nekaj pod kolena. Ker to razbremeni vso lasničico in potem ne vleče dve hrbtenice. Ali pa ljudje se intuitivno kdaj raztezajo na določen način, ki ni zgolj tako, krivi hrbtenico, ampak da grejo malo bolj gor, pa naprej, in to v bistvu podaljšuje hrbtenico. Tako bom rekla, se je res, velikokrat telo nam vse pove, ne velikokrat, vedno. Ampak moje telo pove tudi, da je čips ful dober. Da to ful pa. Samo še. Tako da je kar za prevenci vsake tok cajta. Govorimo zdaj o resnično zdravi zadevi ali samo kratkem zadovoljstvu. Tako da, jaz verjamem, da pa še tukaj za nas še marsikaj zanimivega prištimanega. To je Kambodža. Enako vidimo v bistvu to čudovito obliko hrbtenice. Vse je ravno. Rame so daleč nazaj, vrat je zelo pokončen, zelo v liniji s hrbtenico. Mislim, da imam še eno. Evo, to pričak, ko sem preomenjala. Kako kot prt sem koša. Ja, pa tudi tako, ko jo pogledaš, ona je samozavestna. Ona ve, kaj hoče v life, tako nima. Ne daje nekih znakov ogroženosti, pa tudi ne deluje vzvišeno, ko bi si človek mislil, ta drža, ko da bi štango
pojedu. Zelo v bistvu sproščena je, elegantna. Mi naravno, naše telo je v bistvu zelo, mi smo gracilna bitva, elegantna bitja, če pogledamo, na kakšen način se lahko gibamo. Ne? In to v teh kulturah Afriki, Južni Ameriki lahko zelo lepo vidimo. Ne? In je to, nam je naravno, da je naše telo brez bolečin, ko smo v nekih položajih. Če smo 8 ur prepognjeni, pa nabiramo nekaj, je naravno, da nas ne boli, zato smo zasnovali. In se mi zdi problematično, da vse bolj pa gremo v smeri tega, da pač mogo se boste navaditi živeti z bolečino. Tako je. Ali pa gremo v vse žive odvisnosti od tablet, od masaž, od pripomočkov, namesto da bi v bistvu rešili do teh znanj, ki so osnova. Znanje primarni drži, na svetu so delali raziskavo. Kaj najbolj ljudem pomaga? Sprememba drži je tista prva, kot pravi bolečina. Tu si imela na delavnici graf, to res so močna odstopanja od naslednjih stvari. Tako da, absolutno, pa sej. Sej logično, ampak pozabimo. Sej tiste najbolj logične stvari pozabimo. Ko govoriš o pripomočkih, tale blazine, je prav fajn. To je Ester razvila res prav z namenom, da lahko mi, ko sedimo, dosežemo boljši razteg. To je blazina, ki se je dal v prsni del hrbtenice, ne ledveni, ker velika strokovnjaki priporočajo ledveno oporo. Pač ne, ledvena opora nam bo hrbtenico v ledvenem delu krivila, pritiskala. Mi v bistvu tukaj, to se tudi na brezplačni delavnici učimo, kako blazinico uporabljati v prsni hrbtenici in jo uporabljati tole gumijavstvo zgolj z namenom, da mi dobimo razteg. To je pripomoček, da gremo lažje v to smer. Recimo, to lahko enako dosežemo s tudi nekim stolom, ki ga prilagodimo, ali sam stol po sebi tak, ne? Ti zgležljivi stoli, ki se uporabljajo, so taki, ki omogočajo že sami po sebi razteg, ali pa uporabimo brisačko. Tako da res ta pristop ne zahteva odvisnosti od tega. Je nekaj, kar pomaga pri tem, da tehniko lažje uporabimo. Bolj gre za tehniko, kako uporabljamo svoje telo. In to blazinico dobimo pri tebi. Pri meni, Meni je bilo pa to všeč, ker to so res ti zložljivi stoli, ki niso zdaj 100, 200, 300, 600 evrov, zato da imaš pravo. To in meni je bilo tako genialno, ker sem dva taka stola na balkonu in sem pa šla domov in sem si ga lepo prinesla noter in zdaj, kadar vem, da bom ful dolgo cajta za računalnikom, si tisto prinesem in pa se tako trudno spomniti, kako se moram nazaj. In je res čist nekaj drugega, sicer res, da ne moram imeti tako stegnenih rok, ampak je razlika, no? Absolutno. Pa je tako, bi človek si mislil, trip-trap stol, da rečem, a ne? Ja, absolutno. Tako da, super praktični nasveti, to hočem s tem povedati. Tole je tudi fotografija iz knjige, torej vsa ta material je res iz knjigice, je avtorska stvar, dokler metode. In tukaj je zdaj lepo prikazano hrbtenica danes, hrbtenica včasih. Si lepo vidi razlika, Včasih je res povprečje v naši družbi danes je to drugačno kot povprečje pred 100 leti. V bistvu sem pa tako reči, časovna razlika. V bistvu je 80 let razlike, tole je bilo leta 1911, to leti 1990, ampak danes je tole oziroma še malo več. V bistvu je za 80 let to ogromna razlika v skeletu. Ogromna. Se za tega pravimo, da je v bistvu razlog je res. Mi, če danes izumremo in potem začnejo naše skelete vam vleč, bomo čisto zmedali tiste področja arheologe drugih planetov, ko bi to je posebna vrsta primata. V bistvu je več konkretna razlika, je hočem reči. Degeneracije so, diski so bolj uničeni, večkrat so v bistvu posledice, pri 50-letniku v takih primarnih kulturah ne odkriješ takih stvari, ki jih vidiš pri 20-letniku. Ker je že zelo mladi. To je razlika. Če se jaz prav spomnim, ta del je treba raztegovati in razbremeniti. Celoten ta del. Mi ga pa dejansko zdaj krivimo, se pravi, dajemo si polštočke pod križ in tako naprej in v bistvu si naredimo s tem mogoče celo več škode kot koristi. Tako da res to uporabno znanje, to je sprememba, ki jo lahko imamo, to je ena in ista oseba. In tako ogromno v bistvu spremembo lahko dosežemo, s tem, da se naučimo teh stvari. Tako da, jaz imam tukaj še moj kontakt.
Tako da, če bi kogarkoli zanimalo, mi lahko piše Sabina@gouklej.metod. Goukhale, ja. Si na Facebooku, si na Instagramu? Sem na Facebooku, Instagramu, na mailu me dobijo, spletno stran imam, www.sabinablumar.si. Tam je tudi ogromno enih člankov, ko jih jaz To je res ogromno vsebine. To me je najbolj pritegnilo pri tebi, ker imaš res ogromno vsebine, ki jo daješ, se pravi, ne gre za to, da jaz sem tako posebna, ne? Ampak gre za to tako, da predajo znanje naprej. Mislim, ker meni je to res poslanstvo, da znanja, ki so bila meni dana, s katerimi sem prišla v stik, da jih lahko delim z drugimi ljudmi. In da pač drugi ljudje se lahko s tem pomagajo, da se živijo bolj kvalitetno, v bistvu bolj kakovostno življenje. Tako na fizičnem nivoju, jaz se ukvarjam tudi z regresijami, kjer delamo tudi v bistvu čustveni nivo, osvoboditev na čustvenem nivoju. Tako da ta svoboda, občutek kakovostnega življenja, ki ga je vredno živeti. Življenje, v katerem dihamo. Ko te gledam, se mi tako zdi, da zadihaš čisto drugače, da tudi siješ poti v sebe, da je važno samo to, da zvečer padeš dol, zjutraj rabiš 2 litra kave, da sploh lahko se zaženeš. To je v bistvu, se mi zdi tako, da bogatimo svoje življenje, ampak drža se mi zdi res tako osnovna zadeva, kateri posvečamo mnogo premalo časa, pozornosti in znanja. Tako da, ko govoriva o znanju, a bi tam še kakšen nasvet podala, zdaj bomo žicali. Zdaj mislim, da smo mi že kar časovno na koncu, tako da čisto na hitro. Postavitev vratu, namesto da je glava tukaj, raje zapeljite nazaj nad linijo hrbtenice, torej da ne to, da potiskamo dol, ampak da je bolj občutek nazaj nad linijo hrbta in da iz pomoči rok lahko večkrat tako raztegnemo. To naš pogled naravno je usmerjen večkrat bolj v tla, ne tukaj. Če bomo očala, jih bomo da piše v obrazu, da je v bistvu ta vratu, ta razteg zadaj, ki se tako lepo... Zaprav ne smemo biti tako vzvišeni. Pritegnilo me je tudi to na delavnice. Vsi pol nekako tako vrat raztegujemo, pa si rekel, da to ni najbolje. Fajn je, da je hrbtenica vrat stavili mi in pa če ga že kaj premikamo, so ti premiki so v bistvu okej, čim je pa to, pa stiska tiste hrbtenice. Tako da, govorim je to, da... V osnovni šoli so nas točno to učila, čim bolj dol, pa čim bolj nazaj, pa čim bolj tako. Tako da že tle, mogoče se mi zdi to dragocena informacija, kje že delamo mogoče napako, pa mislimo, koliko smo se fajn raztegli. Se pravi, moramo malo bolj kot indijske te plesalke. Tako, to je zelo lep način uporabe svojega telesa, to ga indijske plesalke uporabljajo. Ja, ful. Torej, govorim je to, da ima tudi načine, kako telo vaditi, na način, da podpira naše telo. Se pravi, naučimo se držati, naučimo se telovaditi. Telovaditi je to kot nadaljevalno izobraževanje. Osnova je res držati, ker ko to znamo, pa znamo tudi vse dele svojega življenja. Potem je naslednji korak, pa tudi če telovadimo, kako telovadimo izboljšati. Se pravi, če na koncu zaobkrožimo, pri tebi dobimo držo, telovadbo, omenila si tudi energijsko delo, regresijo. Prebujanje tretjega očesa imamo zdaj tudi delavnico v decembru, to je tudi en del, to sicer organiziram, izvajam tudi take stvari. To je bolj ta energijski, oziroma duhovno delo, osebnostno delo. Tako da vse to je na voljo. Poglejte, kaj vse dobite pri Sabini, se mi zdi, da je moram. Še enkrat ti najlepše hvala in za nasvete, in za tvoj čas, in predvsem za vse to znanje, ki ga ti predajaš naprej in vse ta življenja, katera bogatiš. Tvoj kontakt telefonsko, vse je tudi v opisu zraven, če bi te kdorkoli želel kontaktirati, jaz res tako priporočam. Tebi še enkrat hvala, pa vse dobro naprej na tvoji poti. Hvala enako. Čau!